Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo jubilejne 40. slovenske glasbene dneve, ki so med 17. in 23. aprilom s koncerti, muzikološkim simpozijem, razstavami in pogovori osvetlili razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti od začetkov radijskega oddajanja do danes. Letos namreč mineva 100 let od prvega radijskega prenosa klasične glasbe na Slovenskem. To je bil prelomni dogodek, ki je glasbo prvič ponesel onkraj koncertnih dvoran in jo približal širšemu občinstvu. Na festivalu se je glasbena dediščina povezovala s sodobno umetniško prakso. Celotno dogajanje pa je prepletlo zgodovinski spomin z živim utripom današnjega glasbenega prostora, ter tako osvetlilo pomen radija kot enega ključnih posrednikov glasbene kulture. V fokusu. 40. slovenski glasbeni dnevi so se 17. aprila začeli v Mariboru s koncertom posvečenim skladatelju Janezu Matičiču, enemu najizvirnejših ustvarjalcev slovenske glasbe 20. stoletja. Njegov umetniški razvoj je potekal od zgodnjih tradicij zvestih del do drznega raziskovanja zvoka, ki ga je oblikovalo tudi njegovo delovanje v Parizu. Na otvoritvenem večeru sta bila na sporedu njegov prvi koncert za klavir in orkester ter njegova prva simfonija. Pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča je nastopil simfonični orkester SNG Maribor, kot solistka pa se je predstavila pianistka Lovorka Nemeš Dular, dolgoletna skladateljeva sodelavka in dobra poznavalka njegovih del. Sva redno delala skupaj programe, tudi skupaj sva igrala nekajkrat, tudi ob njegovi 90-letnici je bilo zelo luštno na Sazuju, pa na spominskem koncertu ob smrti Marine Horak v Filharmoniji, tudi take podvige sva imela skupaj. No. Sva se pa tako večkrat tudi dobila na kakšnem čaju, pa se pomenila v prihodnosti, ampak to je bilo bolj malkrat, bolj sva se dobila tako res za delo. Je bil zahteven do izvajalcev, recimo tudi pri sami interpretaciji, morda dajal kakšne napotke, kako je treba izvajati njegovo glasbo? Ja, Matičič je bil precej zahteven, res ni bil kar takoj zadovoljen z vsem. Seveda je bil vedno navdušen, če je slišal lepo narejeno, izdelano svojo skladbo, je imel pa vedno svoje sugestije. Mene je res fasciniralo, on je imel take roke zelo velike, sicer že artritične, ko sem ga jaz poznala, ampak res tiste njegove pozicije s pavci, to sem potem tudi jaz dobila, ker sem začela več njegove glasbe igrati, neke posebne pozicije dobiš rok. Zaradi tega, ker res ta glasba terja res neke posebne položaje igranja. In ja, on je kar zahteval, je bil kar rekel, tukaj bi jaz rad malo več agogike, tole jaz ne bi, vem, sem tukaj napisal, pa tole mi ni všeč, pa bom tole jaz malo spremenil, ker potem je tudi ta svoja dela dosti revidiral, spreminjal, tudi kaj sproti. Ja, je bil kar zahteven, glede zvoka, glede sploh ta pri njem nikoli ni dovolj krešenda, Glasbena urednica Tjaša Kranjc pa se je pred koncertom pogovarjala z dirigentom Simonom Krečičem, ki podrobneje predstavlja obe izvedeni Matičičevi deli. Jaz Matičičevo delo nekako razdeljujem v tri njegova ustvarjalna obdobja. Eno je to zgodnje obdobje, ljubljansko obdobje, potem bi pa rekel prvo pariško, pa drugo pariško. V prvem pariškem nekako se je šele začel spoznavati z modernimi glasbenimi tokovi, v tem drugem pariškem pa je zelo globoko zabredel v to, oziroma se je ukvarjal potem in z elektronsko glasbo in z res najmodernejšimi glasbenimi pristopi tistega časa. Tako da, če rečemo, simfonija je v prvem ljubljanskem obdobju napisana, gre za pozno romantično v bistvu simfonijo, na nek način tudi formalno zelo na nek način strogo in zelo, za današnjo šesta lahko rečemo, romantično poslušljivo delo. Klavirski koncert bi pa uvrstil v to drugo obdobje, kjer je on seveda že bil v Parizu, že bil v stiku z Nadjo Boulanger in tako naprej in ga je napisal, muzikologi ga opisujejo kot zadnje njegovo neoklasično delo, čeprav ne moramo reči, da je neoklasično. Tukaj se že ta njegova usmeritev jasno kaže. Noter se slišijo tudi mogoče sledi in Bartoka in Prokofjeva, recimo.
in ta njegova poliritmija se že kaže zelo ene jasne njegove smernice v temu prihodnosti. Je pa še vedno nekako formalno v klasičnih formah. Kar se tiče pianistično, jaz v bistvu niti nisem vedel, da on formalne pianistične izobrazbe tako rekoč nima kaj dosti, da je bolj bil vzgojen kot violinist, potem je seveda študiral kompozicijo in dirigiranje tudi, je pa bil, jaz se ga spomnim še, ko je igral, izjemen pianist kot tak. In tudi njegov posnetek tega prvega koncerta je zelo kvaliteten. Tako da me to še toliko bolj v bistvu navdušuje, da kljub tej nekako formalni neizobraženosti pianistični je on lahko na tem nivoju igral, ker klavirski koncert je zelo tehnično zahteven. Je zelo zahteven, hkrati pa tudi meni kot dirigentu predstavlja kar velike izzive, ker je zelo poliritmičen. Tako da sem prav se z njim ukvarjal, glede na to, koliko meni drugače klavirski koncert časa vzame za študij, mi je ta predstavljal kar trd oreh. Tako da sem na nek način rabil kar 10 dni, da sem nekako ga toliko ponotranil, da sem sam pred sabo nekako rešil vse probleme, ki jih potem predvidevam, da jih bom imel z orkestrom in solistko, da jih bom znal nekako rešiti. Sem prav rabil več časa zanj, kot bi običajno za en klasični klavirski koncert. Če primerjamo to s simfonijo, to sta dva zelo različna svetova. Ne? Simfonija je tisto, kar je njemu dala Ljubljana, pa profesor Švara in tako naprej. Tukaj smo recimo vplivi, ne vem, mogoče Škrjanca, teh naših pozno romantikov. Tukaj gre pa že za povsem drugi glasbeni jezik, druga glasbena sredstva. Čeprav pa še nismo na aleatorični strani, pa ne, tukaj pa še ne. Je še vedno vse napisano z notami, je še vedno vse izvedljivo na normalen, klasičen način, ampak vendarle z kompozicijskimi tehnikami, ki že kažejo sodobnejše smernice. In kaj pa zahtevna vloga orkestra v odnosu do klavirja? Ne gre samo za spremljavo, verjetno je veliko bolj kompleksna vloga orkestra. Ja, zelo je komplicirana spremljava. Za vsak inštrument posebej ga že uporablja uporablja neke melodične strukture, ki niso vsakdanje v neki klasični literaturi. Tako da že prebrati vse note predstavlja izziv. Potem osvojiti vse ritmične elemente je spet naslednji izziv. Potem pa vse te stvari skupaj sestaviti je pa potem tretji izziv. Hkrati pa biti še seveda pozoren na solistko, ki pa ima spet izjemno težko nalogo, je pa še četrti izziv. Tako da je zadeva zelo kompleksna. Po drugi strani pa se mi zdi zelo absolutno vredna tega, da se jo kvalitetno izvede in da se jo še več izvaja, kot se jo sicer. Gledano pa iz stališča našega orkestra in naše operne hiše, ki se pretežno ukvarja z opernim baletom, čeprav nam je ta simfonični del tudi zelo pomemben, ena zelo dobrodošla osvežitev in tak bi lahko rekel en zelo pozitiven izziv.
V soboto 18. aprila je bil v frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani na sporedu orgelski recital z naslovom Nevidne niti, na katerem je organistka Polona Gantar razkrila preplet slovenskega orgelskega ustvarjanja, dunajske tradicije in zgodnjih radijskih prenosov iz 30 let 20. stoletja. Ta naslov nisem izbrala slučajno, ampak z razlogom, namreč letos mineva 100 let od začetka našega radia in dr. Veronika Šarec je v svoji doktorski disertaciji o radiju razkrila, da so že kmalu po nastanku radia, po letu 1926, se pravi tam okrog leta 1930, napeljali mikrofonske vode v ljubljansko stolno in frančiškansko cerkev, prek katerih so v živo prenašali ne le liturgijo, se pravi maše, ampak tudi koncerte, in sicer orgelske koncerte, ki so jih izvajali takrat zelo uveljavljeni, pomembni slovenski glasbeniki, skladatelji Stanko Premrl, Franc Kimovec in Matija Tomc. Zato sem pač ta svoj koncert naslovila Nevidne niti, namreč izvajala bom glasbo omenjenih skladateljev, poleg tega pa tudi glasbo njihovih dunajskih sodobnikov, Franca Schmidta, Roberta Fuchsa in Arnolda Schönberga. Robert Fuchs in Franc Schmidt sta bila tudi profesorja Stanka Premrla in Matija Tomca. In na ta način sem želela s tem naslovom nakazati, kako je bila tudi takrat že slovenska glasba vpletena v evropsko. Te nevidne niti so se prepletale med Ljubljano, med Dunajem in na ta način tudi med širšim evropskim glasbenim prostorom. Hkrati pa ta program odkriva tudi slogovno raznolikost orgelske ustvarjalnosti 20. stoletja, namreč dela, ki si jih izbrala, so tudi slogovno zelo različna. Ja, drži. Stanko Premrl je nekje ostal v mejah tonalnosti, čeprav je to zelo razširil, ampak več kot toliko se verjetno
ni želel iz tega sistema še naprej razvijati, namreč bil je omejen s cerkvenimi okvirji, ali kako naj rečem, deloval je znotraj cerkvenega prostora, ki takrat predvsem zaradi cecilianizma večjih odmikov od tonalnosti niti ni dopuščal. Prav tako Franc Kimovec. Precej dlje je šel v svojem kompozicijskem slogu Matija Tomc. Seveda nobeden od teh treh pa ne tako daleč kakor Arnold Schoenberg, ki ga bom tudi izvajala, čeprav se je prav skladbo variacije na recitativ, ki jo bom izvedla in vrnil v tonalnost. Poleg tega izvajam še krajše delo Antona Försterja, namreč prav letos mineva 100 let od njegove smrti. Umrl je prav leta 1926, se pravi v letu nastanka našega radia, ki pa je bil glasbeni oče ali učitelj tudi Stanka Premrla in Franca Kimovca. Osrednje delo na koncertu Nevidne niti so bile variacije na recitativ opus 40 Arnolda Schoenberga. Pred kratkim je to delo, precej obsežno, traja kar 20 minut, revidiral Pier Damiano Peretti, organist in kolega iz Dunaja, profesor na Dunajski univerzi. Pred tem je sicer že obstajala ena izdaja, ki pa je bila precej klavirsko napisana in zato dokaj neprimerna za izvedbo na orglah. Pier Damiano Peretti se je v to partituro zelo poglobil in pač ustvaril partituro, ki je primerna za orgelsko izvajanje. Je pa to delo zelo zanimivo, ker je nekoliko drugačno od vse ostale glasbe, ki jo izvajam, pa vendar je z nekaterimi elementi povezana z ostalo glasbo, pač spada v to obdobje. Stanko Premrl in Kimovec, prav tako ne Tomc, nihče od teh treh se ni odločil za tako avantgardni pristop, kot se je Arnold Schoenberg v svojo dodekafonijo. On je pač prekinil s to tonalnostjo, ampak prav v tej skladbi se vrne k tonalnosti na stara leta. Skladbo je ustvaril leta 1941 v Ameriki za neko ameriško založbo po naročilu. Sicer v tej skladbi še zmeraj obstaja nekaj delov, ki so popolnoma dodekafoni, nekaj taktov, potem pa spet zaide nazaj v tonalnost in ohranja tonalni center na tonu D.
Tretji koncert slovenskih glasbenih dnevov je bil na sporedu v nedeljo 19. aprila. V sodelovanju z Glasbeno matico Ljubljana sta koncert z naslovom V razkošni sreči v Viteški dvorani Ljubljanskih Križank oblikovali sopranistka Štefica Graseli in pianistka Irena Zajec. Program je zajemal skoraj stoletje ustvarjanja, od zgodnje romantičnih uglasbitev Antona Nedveda in Frana Serafina Vilharja ter operno naravnane lirike Antona Fersterja, do intimnih miniatur Antona Lajovca in Janka Ravnika. Na sporedu so bila tudi dela slovenske moderne, samospevi Marija Kogoja, Lucijana Marije Škerjanca in Uroša Kreka, ki so samospevu odpirali nove izrazne razsežnosti, ter dela s poznoromantično tradicijo avtorjev Josipa Prohaske, Viktorja Parme, Oskarja Deva, Josipa Pavčiča in Emila Adamiča. Od 20. do 21. aprila sta Viteška dvorana Križank in dvorana Julija Beteta na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani gostila mednarodni muzikološki simpozij, posvečen 100. obletnici prvega neposrednega radijskega prenosa umetnostne glasbe na Slovenskem. Pod vodstvom dr. Jerneja Weissa so se zbrali ugledni muzikologi iz različnih držav, ki so osvetlili sodobne raziskave o vlogi radija pri posredovanju umetnostne glasbe ter njegovem vplivu na razvoj skladateljskih in izvajalskih praks. Simpozij je tako ponudil celovito pogled v zgodovinske, tehnološke in estetske razsežnosti radijskih prenosov ter njihovo vlogo pri oblikovanju slovenske glasbene kulture. Dr. Jernej Weiss. Zdaj, ko sem lani premišljeval o sami temi za letošnje glasbene dneve, torej jubilejne 40. glasbene dneve, sem naletel na nek zelo zanimiv prispevek v časniku Jutro iz leta 1926, v katerem je bil zelo zanimiv zapis. Prvi ljubljanski radiokoncert vrlo dobro uspel poizkus inženirja Osane. Zdaj, čeprav je radio, kot vemo, začel z rednim oddajanjem šele 2 leti kasneje, torej leta 1928, pa je prav ta poizkus inženirja Osane sprožil začetna prizadevanja na področju radia pri nas. Treba je omeniti, da je bilo že predtem, sredi 20 let, pri nas nekaj eksperimentalnih poizkusov, predvsem v okviru Radiokluba Ljubljana, vendar pa je šlo bolj za amaterske poizkuse. No, ta prvi organiziran radijski prenos, ki ga je nekako izvedel inženir Osama, pa je bil res namenjen širši javnosti. In zato tudi danes nekje Mario Osana velja za enega res največjih tehničnih inovatorjev pri nas, ki je res močno zaznamoval neko širše področje radiofuzije. In ta njegov poizkus je seveda za nas toliko bolj pomemben in dragocen, ker je na radiju pri nas prvič, torej v živo, zazvenela klasična, ne kakšna druga glasba. Sam prenos je potekal iz takratne ljubljanske poštne direkcije, saj prostorov Radia Ljubljana na Blajvajsovi cesti takrat še ni bilo. Pri izvedbi pa je takrat sodeloval godalni kvartet, sestavljen iz članov orkestralnega društva Glasbene matice, ki je izvedel novo delo našega znamenitega slikarja in skladatelja Saše Šantla.
Kot zanimivost lahko povemo, da so temu radijskemu prenosu takrat Slovenci lahko prisluhnili vse tja do Bleda in Celja, torej do nekje krajev, ki so bili do 70 km oddaljeni iz Ljubljane, kar je v tehničnem smislu gotovo pomenilo nek precej velik napredek. Tako da se mi je zdelo smiselno, da nekje ob 100. obletnici tega pomembnega dogodka, ki je seveda pomembno zaznamoval tudi kasnejši razvoj radia, za temo tokratnega muzikološkega simpozija izberemo prav radio in prenose umetnostne, torej klasične glasbe. V ponedeljek 20. aprila je Društvo slovenskih skladateljev, ki že desetletja pomembno oblikuje prostor sodobne slovenske glasbe, na koncertu koncertnega ateljeja predstavilo izbor svežih komornih skladb slovenskih avtorjev. Raznolikost sodobnih ustvarjalnih pristopov so osvetlila dela Davida Bejovića, Matije Krečiča, Andreja Makorja, Jake Puciharja in Črta Sojarja Voglarja. Program je s povezavami klasične tradicije z elementi džeza, popularne glasbe ter gledališko-vokalnega izraza ustvaril slogovno razgiban glasbeni tok, ki so ga pa ustvarili violinistka Anja Bukovec, pianista Liam Pucihar in Jaka Pucihar, klarinetistka Nina Pavšek in vokalistka Vita Mavrič. Vrhunec slovenskih glasbenih dnevov pa je predstavljal koncert z naslovom Pesmi, ki so premagale čas. V Unionski dvorani v Ljubljani so 21. aprila nastopajoči obudili dva dragocena zgodovinska zapisa slovenske glasbene in radijske dediščine. Scenarij za koncert, ki ga je povezoval Renato Horvat, je pripravila glasbena urednica Brigita Rovšek. Zgodovinska dogodka temeljita na dveh posnetkih, ki ju hranimo tudi v arhivu Radia Slovenija. Prvi posnetek izvira iz leta 1938, to je posnetek mladinskega zbora Trboveljski Slavček, drugi posnetek pa izvira iz leta 1941, na katerega se je ujel predvojni akademski pevski zbor pod vodstvom Franceta Marolta. Kakšno težo sta imela mladinski zbor Trboveljski Slavček in akademski pevski zbor v svojem času? Tu sta bila pravzaprav dva najboljša slovenska zbora v tistem času. Nista slovela le doma na Slovenskem, temveč tudi v tedanji širši domovini, če lahko tako rečemo, v kraljevini Jugoslaviji, in pa šla sta tudi prek mej, predvsem Trboveljski Slavček. Trboveljski Slavček, kako je nastal ta zbor? Kdo ga je vodil? Na čigavo pobudo? Ta zbor je nastal na pobudo Avgusta Šuligoja, dirigenta, ki je začel zbirati otroke v Trbovljah, to se pravi knapovske otroke, ki jih je pestila silna revščina, lakota in še kaj drugega, imeli pa so čudovite glasove. Zanimivo, da je zbor Trboveljski Slavček v desetletju pred začetkom druge svetovne vojne osvajal ne samo domače, temveč tudi mednarodne odre. Tako je, zelo uspešno se je predstavljal tudi v tujini, ni gostoval samo doma po vseh možnih krajih, temveč je šel tudi čez mejo v Avstrijo, v Bolgarijo in pa v Prago. In vse povsod so ga čudovito sprejemali, razprostirali pred njim rdeče preproge, ga čakali zvenci cvetja in pa zgodbo in se potem neskončno zahvaljevali za njegove nastope, ki so bili res, vsaj tako pravijo viri, čudoviti. No, ta evropska prepoznavnost pa je Trboveljskim Slavčkom omogočila, da so nastopili tudi v neposrednem prenosu iz studija Radia Ljubljana za šolski radio Columbia Broadcasting System New York. Kako je v bistvu prišlo do tega povabila? Ta družba je imela pravzaprav v Evropi svojega glasbenega producenta. Ta producent je bil novinar William Shirer, ki je vse povsod po Evropi hodil in poslušal znamenite pevce in pa zbore in jih nagovarjal, da nastopijo v radijskih prenosih prav za to družbo, in tako je prišel tudi do Trboveljskega Slavčka.
On je potem tudi vodil prenos in po nekaterih virih naj bi koncert prenašalo kar 110 ameriških radijskih postaj. Tako je, tako pravijo tudi naši časopisni viri. Prenos je bil izjemno uspešen. Odmeval je tako v tujini, kot tudi v naših časopisih. Lahko preberemo marsikatero lepo besedo o njem in res poslušalo ga je ogromno poslušalcev, namreč Amerika je velika in na ta način je prišla do marsikaterih ušes. Kakšen program je predstavljal zbor na tem koncertu za ameriški šolski radio? Program bom povedala, kakšen je bil, še predtem pa povem, da bodo ta program na koncertu pesmi, ki so premagale čas, oživil naš hišni, če smem tako temu reči, mladinski zbor, to se pravi mladinski zbor RTV Slovenija pod vodstvom Alenke Podpečan, skupaj v enem primeru s pianistom Blažem Pirnatom, solistka bo pa Tija Udovičič. In program, ki ga bomo oživili na tem koncertu in ki ga je tudi Trboveljski Slavček predstavil na koncertu leta 1938, 10. marca, je bil venček slovenskih narodnih v priredbi Emila Adamiča, skladba Udri kišo, Ulij se dež iz zbirke Pjesme Dodolske, se pravi Dodolske pesmi Marka Tajčeviča, in pa skladba Na ranilu oziroma Jutranja Stevana Stojanoviča Mokranca. Posebno doživetje bo tudi skladba Sestrica, prav tako Emila Adamiča na besedilo Silvina Sardenka, ki pa bo zvenela ob klavirski spremljavi Blaža Pirnata. Tedaj, to se pravi leta 1938, pa je Trboveljske Slavčke na klavir spremljal gospod Švara. Drugi zbor, ki je zelo zaznamoval to obdobje med obema vojnama pri nas, pa je bil Akademski pevski zbor Univerze v Ljubljani, kot se je takrat še imenoval, ki je bil pod vodstvom svojega ustanovitelja Franceta Marolta eden izmed najboljših slovenskih glasbenih poustvarjalcev prav v tem času. Njegovi letni koncerti so bili praznik za poslušalce, kot navajajo tudi različni viri, in zbor je 12. decembra leta 1941 v Unionski dvorani v Ljubljani pripravil koncert, za katerega so poslušalci vstopnice razgrabili. In tudi na ta dogodek bo spomnil naš aktualni koncert v okviru Slovenskih glasbenih dnevov, pa če malce osvetliva to obdobje v tistem času. Kakšno težo je imel takrat ta koncert? Seveda Slovenija, Ljubljana je bila takrat že okupirana. Tako je, leta 1941, od 6. aprila je bila Ljubljana okupirana, ampak to ni preprečilo Akademskemu pevskemu zboru, da bi imel koncert. Nenazadnje koncerte je imel vsako leto, le eden izmed njih je bil pa letni koncert, in na teh letnih koncertih so res predstavili vse, kar so se v enem letu naučili, pa tudi poslušalci na drugi strani so res težko čakali na te dogodke, kot si omenila, za poslušalce je bil to praznik. Francem Marolt je izbral 17 pesmi, to so bile same slovenske pesmi, in seveda je moral program skozi italijansko cenzuro. Ampak tej cenzuri se pač ni posvetilo, da lahko tudi interpretacija določenih pesmi ima poseben pomen za Slovence, namreč med občinstvom so bili sami Slovenci, da osvetli in pravzaprav razžari trenutek, v katerem je bila Ljubljana in Slovenija zasedena, pa vendar je v vseh poslušalcih tlela iskra upora. Tisti Italijani, ki pa so bili, seveda predstavniki vojske, verjetno, ki pa so bili prisotni na tem koncertu, so med samim koncertom zaznali, da se nekaj dogaja, kaj ne? Ja, še posebej potem, ko so izvedli pesem Lipa zelenela je, skladatelja Jenka in pa v tem primeru poeta Miroslava Vilharja, se jim je že začelo svitati, da to ni le pesem o drevesu v 4
različnih letnih časih, temveč glede na odziv poslušalcev in pa glede na interpretacijo Franceta Marolta v tej skladbi, so takoj spoznali, da tu ni samo, kot sem že rekla, pesem o drevesu, temveč mnogo več, in so tudi sredi koncerta, takoj po tej pesmi, pristopili k zboru in k dirigentu in zahtevali prekinitev koncerta, vendar pa se organizatorji, to se pravi Akademski pevski zbor, niso dali. Povedali so še enkrat, da je šlo besedilo in ves program koncerta skozi vso cenzuro, in pri tem je ostalo in koncert se je odvil vse do konca. Lahko pa še rečem, da ne samo Lipa zelenela je v tem primeru, temveč tudi druge pesmi so bile tako izbrane, da so se lahko poslušalci poistovetili z njimi. Naprimer Zvonikarjeva, ki govori o dnevu, ki je zelo kratek, ali pa Pojdam v rute, besedilo te pesmi. Z vsem tem so se lahko poslušalci, ki so takoj, ko so stopili skozi vrata dvorane, lahko poistovetili z besedilom, ki je pač nakazovalo, da živijo v res hudih časih. Če pa se zdaj osredotočiva na Jenkovo skladbo Lipa zelenela, je in ta Maroltov interpretativni okvir zasluga, da sploh vemo, kako je Marolt to interpretiral, pa je ohranjen posnetek, gre torej spet za izjemen zgodovinski dogodek. Ta koncert je namreč ostal zvočno zabeležen na filmskem traku. Tako je, prav zaradi tega vemo, kakšna je bila interpretacija, in ta interpretacija, mislim, da res lahko govorimo o čudežu, ki se je ohranil vse od leta 1941, namreč ta interpretacija je še vedno ista. Zbori še vedno na isti način pojejo lipo, namreč v zimi, ko ji odpade listje počasi, otožno, lento, potem, ko se pa obljublja spet nova pomlad oziroma pomlad, kot pravi pesem, pa grejo v crescendo in malce pohitijo. Zasluga, da je ta posnetek ohranjen, pa gre direktorju tedanjega kina Union, Milanu Kamu, in pa zvokovnemu mojstru Rudiju Omoti, ki je ta koncert posnel na prav poseben, skrit način, namreč mikrofon je pritrdil v lestenec najbližje odru. To je že naredil, mislim, da večer prej, in potem res uspešno posnel ta koncert. Za posnetek, za snemanje trak mu je priskrbela Osvobodilna fronta. Tu je bilo na žalost samo 300 metrov filmskega traku, ki je širok 35 mm, ampak iznajdljivi Rudi Omota ga je s posebno napravo prerezal na 2 dela in tako pridobil še enkrat več, to se pravi okrog 600 metrov traku, da je lahko potem nazadnje posnel 7 skladb z tega koncerta, to se pravi od 17 7, ki jih bomo slišali tudi na koncertu, pesmi, ki so premagale čas. Ozvočili pa jih bodo Zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom Sebastiana Vrhovnika, Akademski pevski zbor Tone Tomšič z Rahelo Durič in pa še nekdanji pevci Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani. France Marolt je program skrbno in premišljeno oblikoval, predvsem s priredbami slovenskih ljudskih, kot dokumentom slovenskega domoljubja in kljubovanja v okupirani Ljubljani. Nemo
Srce je žalostno, močno je ranjeno, močno je ranjeno. Moglo bo umreti. Domovine ni bilo več. Povojni akademski pevski zbor je bil razpuščen takoj po koncertu. V sredo 22. aprila je Viteška dvorana Križank odprla vrata radijskim poslušalnicam, ki so obiskovalcem ponudile vpogled v slovensko glasbeno in radijsko ustvarjalnost. Več Marko Šetinc. Prva poslušalnica z naslovom Radio, podpora glasbeni umetnosti v regijah, je ob dejstvu, da regionalni centri v zadnjem desetletju počasi umikajo podporo glasbeni umetnosti, izpostavila zgodovinsko in aktualno umetniško pomembnost koprskega, novogoriškega in mariborskega radija ter dobre radijske prakse in formate na tem področju. Na poslušalnici z naslovom Euroradio, Evropska unija pred Evropsko unijo, je Mojca Menart govorila o kratki zgodovini slovenskega vključevanja v evroradijske povezave na področju glasbene umetnosti. To se je začelo že pred slovenskim vstopom v Evropsko unijo in je nedvomno prispevalo k ugledu naše države v procesu pristopanja k Evropski skupnosti.
Na tretji poslušalnici je muzikolog in glasbeni urednik dr. Primož Trdan predstavil 6 desetletij slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe v seriji dokumentarnih radiofonskih oddaj z naslovom Oscilacije. Radijske poslušalnice so se zaključile s pogovorom o nastanku radijskega dokumentarca 300 metrov upora, kronika filmskega traku Rudija Omote, po scenariju in v režiji Klemna Markovčiča. Oddaja osvetljuje zanimivo zgodbo o kulturnem udejstvovanju v času druge svetovne vojne. Decembra leta 1941 v veliki dvorani Grand Hotela Union Ljubljani je bil napovedan sicer redni letni koncert Akademskega pevskega zbora pod vodstvom Franceta Marolta, a takrat s posebno nalogo, da napove splošni kulturni molk, s tem pa tudi upor tedanjemu okupatorju. Predpremiernemu predvajanju radijskega dokumentarca 300 metrov upora je sledil pogovor z režiserjem Klemnom Markovčičem ter gosti Radom Likonom, Dušanom Severjem, Brigito Rovšek in Bojanom Kosijem. Večerni koncert Noč slovenskih skladateljev pa je predstavil najnovejša dela domače ustvarjalnosti z deli 13 skladateljev različnih generacij, med njimi Vladimir Batista, David Bejović, Tomaž Burkart, Vladimir Hrovat, Uršula Jasovec, Iztok Kocen, Igor Majcen, Gašper Muženič, Črt Sojer Voglar, Tomaž Svete, Peter Šavli, Larisa Vrhunc in Brina Zupančič. Večina del je doživela premierno izvedbo, različne zvočne svetove pa so poustvarili sopranistka Rebeka Pregelj, mezzosopranistka Ines Osina Rues, flautist Matej Zupan, violinist Uroš Bičanin, harfistka Lara Hrastnik Samec, pianist Klemen Golnar in Tipucihar na marimbi in Jan Čibej na vibrafonu, kitarist Tim Jurkovič ter recitatorka Ajda Sokler. Na sklepnem koncertu slovenskih glasbenih dnevov 23. aprila pa je bila v ospredju sodobna slovenska ustvarjalnost ter simfonični orkester RTV Slovenija ob svoji 70-letnici. Glasbenike je vodil dirigent Steven Loy. V drugem delu koncerta smo slišali precej različni deli: Landscape Overexposed Paula Clifta in Eisenberg, različico za orkester Vinka Globokarja. Večer pa je odprla krstna izvedba koncerta za klavir in orkester številka 2 Žige Staniča, ki je tako razložil, katere problematike tako v svetu glasbe kot širše v družbi je želel ponazoriti s svojim delom. Dejansko problematika, s katero se ukvarjam, tisto, kar me tangiral, ko sem pisal klavirski koncert, je neka identifikacija inštrumenta, ne kot, klasično pianističnega, ampak kot inštrumenta s tipkami, ki je dejansko tolkalo, in zato ga postavljam ob bok tolkalom in pač recimo klavir komunicira s tolkalsko sekcijo, ne. Kar se tiče nekih vsebinskih stvari, seveda gremo korak s časom in sem obkrožen z nekimi pojavi v svetu, ki jih seveda integriram v svoj izraz pri ustvarjanju. Ne moramo iti mimo vsega tega, kar nas obdaja, informacijske tehnologije in posledično interakciji med nami, odnosno načina konzumacije, ki ga imajo poslušalci, odnosno ljudje na splošno, kako dojemamo neke estetske vzorce, kako šizofrenija v bistvu današnji svet v smislu tega klikerskega načina spremljanja informacij, ne, na televiziji predstavljamo kanale, na internetu, na telefonu, skratka, zasičeni smo s tem in ta fenomen zelo vpliva na naš način, mogoče tudi čustvovanja. Vsekakor pa se mi zdi ustrezno, odnosno se najdem v svojem izrazu potem, ko vključujem polistilizem ali pa saj polimorfizem glasbe, ker se mi zdi pač, da je to izraz današnjega časa. No, in to je en izmed tudi elementov, ki se tle pojavlja, kot tudi sicer v skladbah, ki jih delam v zadnjem času. Potem pač razmišljam pa tudi o prihajajoči umetni inteligenci, odnosno v outsourcingu tega, kar skladateljskega dela, in pač to tudi karikiram na nek način v tem koncertu.
Tokratno oddajo Glasbeni utrip smo posvetili 40. slovenskim glasbenim dnevom. V sodelovanju s sodelavci uredništva za resno glasbo sva jo pripravila tonski mojster Robi Markoč in voditeljica Ana Marija Štukelj Kuzma.